Današnji primer je ekstremno fresh. Ko sem jaz videla članke, ki so govorili o tem, da je 18-letnik, torej najstnik, še praktično bil pogrešan iz danes na jutr na območju Drakulovega gradu, sem šla zelo hitro ta primer raziskovati. Sem mislila, da bo več informacij, njih velik, fant je še vedno na veliko žalost pogrešan. Se je pa cela ta stvar zgodila 23. novembra. To omenjam samo zaradi tega, ker se je zgodil na isti dan kot naš prejšnji primer, ki smo ga obravnavali na tem kanalu. Tisti umor se je zgodil v bistvu strani Slovenca, po vsej verjetnosti tisto Avstrijko. Tako da, ja, na isti dan se je to zgodilo, na isti dan je šel ta fant. George Smythe je bil pogrešan. George Smythe je svojimi rosnimi 18 letimi tudi študent prvega leta univerze v Bristolu in je bil tak ful velik raziskovalec, kar lahko sklepate, pač mladi načeloma žurajo, on se je odločil iti v Romunijo, pa ta Romunija ni bila samo zanga ena in edina lokacija, on je pač obdeloval celo Evropo, tako da je bil povsod ves čas in res je oboževal hoditi. In zanga je bila Romunija samo ena izmed teh checkpointov, da reče, tudi tukaj sem vse možno prehodil. Vsi vemo, da območju, ki bomo danes govorili, je zelo zgodovinsko in mitološko pomembno. Gre za območje pač točno tega Bran Castle oziroma gradu Bran, ker ne bi bil Drakulov grad. O tem bomo na koncu govorili, ker ni pač prioriteta. V tem videu bomo šli čez to, kaj se je zgodilo fantu Georgeu. Celo to območje ima tako močno nabito zgodovino in toliko stvari se je dogajalo in toliko je legend o dobesednih živih truplih, pač o zombijih in vse o strigojih se jim reče. Pač toliko je legend tukaj, da ko sem jaz slišala, da je nekdo dejansko bil tako misteriozno čez noč pogrešan, sem šla pač to raziskovati in vam danes povem, kar vem. Za mnoge ljudi bi bila Romunija skoraj malo kulturni šok, sploh verjetno za enega Angleža ali pa Američana, ampak tukaj je pač zanimiva hrana in kup ene gotike, take zanimive stavbe, zanimiva arhitektura, močni gozdovi, gosti iglavci. Za Georgea pa je, čeprav se je odpravil na to območje vlada tepeža oziroma Drakule in tega gradu, je v bistvu predvsem hotel to območje samo prehoditi in videti. Ni se baje toliko oziral na te legende. On je ljudem tudi govoril, da mu hoja omogoča, da si izbistri glavo, da razmišlja, da gre v svoj svet, se pravi, ga je verjetno na nek način pomirjal. Pa še ena stvar, ki Slovenci hitro pomislimo, ker živimo v gorah in smo hitro, vse prav, da smo taki, da pomislimo, a si bil dobro oblečen, a si imel ta pravo obutev, a si imel ta prave reze, a si imel vse, kar rabiš. On je dejansko imel. On je imel super krasno opremo, ker je bil zelo resen glede tega, nikdar se ni zabaval, nikdar ni tvegal življenja, je pa veliko hodil, kot že veste. In pač se mi zdi ta video pomemben tudi z te perspektive, da govorimo o nevarnostih tudi, ki si dobro pripravljen. Še ena značilnost je, tukaj mogoče ni pravilno ravnal, definitivno ni pravilno ravnal, ampak on je družini ni povedal, da tja gre, ohranil je to skrivnost, lik zato, da se ne bi sekirali. Ja, bil je le mlad, razumem, da je starša še skrbel, ker to je komaj bil polnoleten, pač fant je bil star 18. In pa sem razmišljala o tej njegovi zgodbi, koliko hiter se človek zgubi, pa to sploh ni bilo tako neturistično območje, ampak vsak njegov klic, vsaka lokacija, vsak korak skoraj je bil praktično zabeležen. In na koncu mu ni bilo pomoči in to me kar mečkar zmrazi, koliko so naše stopinje online vidne. Razen, če se pred tem zavaruješ in ena izmed teh stvari, ki jih jaz uporabljam, je definitivno sponzor tega videa Surfshark VPN. Da vsaj kdaj pa kdaj res lahko popolnoma izgineš iz algoritmov in si skrit, tvoje stopinje si skrite, noben ne ve, kaj delaš, noben ti ne more slediti, pa tisti, ker imate najrajši omogoča celoto bazo Netflix serij in filmov. Še ena stvar, ki jo skini, so geoblokade. Če tebe kot recimo firpčenega političnega človeka zanima, kaj se dogaja v eni tretji državi, ki mi nimamo dostopa do tam, ali pa mogoče imajo oni geoblokirano, se delaš, da si s tem in vidiš vse, ne vem, članke, bilo kaj. Še ena najbolj amazing stvar je to, da lahko ena oseba to kupi in imaš potem za vse kolege in familijo. Pol si pa lahko misliš tudi Surfshark One. Tle mi najboljša funkcija je verjetno Surfshark Alternative ID, ki ti dobesedno ustvari dodaten mail, anonimen mail in tudi identiteto za spletna mesta, tako da si res ekstra safe. Tako da, pejte v link v opisu in uporab kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Mi pa gremo naprej in zdaj gremo v Pojana Brasov. Ne vem, kako se to izgovori, ker je le romunsko to vse, ampak ja. Pojana Brasov sem večkrat googlala in sem ugotovila, da je to največje smučišče v Romuniji. In tam naj bi on tudi štartal. Zdaj se jaz tako v glavi ful lepo romantično, ko to predstavljam, kakor
neko tle, kaj je že, Dolomite, kaj je že tista vasica dol, ura glavna, pa ne dolgo nazaj sem bila. Pozabila sem, komentirajte od spod. Verjete, ni toliko lepo in ni toliko romantično. In tudi, ko je on bil zginjen 23. novembra, takrat še ni bilo sezone. Ni bilo še toliko ljudi, ampak baje so že ljudje, to sem tudi ChatGPT spraševala. Ljudje se že nabirajo in tudi čez leto je veliko tam za početi, zaradi tega, ker tudi čez smučišče niso odprta, veliko hodijo v hribe in razne vrhove, baje je to ful lepo in urejeno in vabljivo in potem ogromno teh hotelov in wellnessov in takih in drugačnih stvari, da tam lahko turisti uživajo non-stop. In on ne bi tam bil. Ampak to jutro, ko so se vsi zbujali, 23. novembra, torej 2 tedna nazaj nekje, se je on odpravil v drugo smer, proti temu gradu Bran. To je baje, mislim, da nekih 23 km preč, torej ni šel peš, šel je definitivno verjetno z nekim prevozom. Javen prevoz baje tam kar dolgo traja. Teh 23 km sem prebrala, da lahko 2 ure traja, ne vem zakaj, mogoče se to postavlja. In on je šel tja, njegov plan je bil tam prehoditi to turistično pot, ki je pa tudi turistična, pač to ni bilo neko območje, da bi rekel človek, ne vem, da pričakuješ, da so kaj hudega zgodili. Je imel očividce, so bili ljudje, ki so ga videli in so tudi povedali, da je bil dobro opremljen. Dobre volje, dobro opremljen. Imel je velik nahrbtnik, primerno buto, imel je noter šotor, spalno vrečo, pa tudi stvari za jest. Tako da je navzven izgledal čisto tako temeljit. Gozdovi okrog tega Bran gradu me je zanimalo, kako izgledajo in baje dajejo tisto klasično karpatsko energijo, to so Karpati, by the way. Gosti, temno, zeleni in temni in občutek imaš, ko se premikaš, da se za tabo zaprejo in te objamejo. Ne vem, če ste zdaj gledali Nosferatu, ki je bil v kinu, sprašujem se, če je tu podoben gost. Samo on je izgledal preveč poravden, pa preveč samo iglovcev, ker tukaj ne bi bili tudi hrasti, iglovci in pa tudi bukve, mislim, da. Ja, to mora biti res mogočen gost, realno, tak, zanimiv, pa je tudi zelo raznolik in res pač nekaj posebenega. Občutek je, kot da hodiš po meji med resničnostjo in folkloro. Prav tu se je rodilo večino legend o vampirjih in duhovih, ki so prehajali iz vasi do vasi in ko stojiš tam med drevesi, je jasno zakaj. Tišina je globoka, narava je gosta, vse skupaj pa ustvarja ozračje, ki te vabi, da verjameš v te zgodbe. Ker se je zgodilo tega usodnega dne, je bilo, da pozno popoldne je reševalna ta služba romunska prejela klic v stiski, torej George je poklical, ampak baje, ko so se oglasili, ko je on začel govoriti, je bil že čisto šibek in premražen in je rekel, da ne more nadaljevati poti in da je skoraj ziher v hipotermiji. Hipotermija je meni res fascinantna stvar, bomo več o tem govorili. In potem je bil klic prekinjen. Zdaj ne vem, ali je on prekinil, ali je signal prekinil in oni so ga tudi klicali nazaj, takoj za tem klicem in ga niso več dobili. Spet, ali je bila to stvar signala, ali je on že zgubil, ne vem, zavest, bilo kaj, ne moramo točno vedeti. Vse, kar jim je ostalo, je bila ta zadnja lokacija klica in direkt tja so tudi lahko šli, ker to so pač, hvala Bogu, imeli. Takrat vse, kar je še pomembno, takrat ni časa za nič, itak veš, da je stiska, itak veš, da je kriza, ker je nekdo že v toliko slabi situaciji, da verjame, da je v hipotermiji, to mora biti res slabo, da je dezorientiran. Ko so prišli na to območje, od kjer je prišel njegov klic, so najdeli stvari dejansko. Najdeli so njegov ruzak na tleh, pa šotor, postanke hrane, pa to spalko verjeten, vse je bilo tam, njega ni bilo in tudi do danes ni najden. Kuj so šli v obsežno reševalno akcijo in ta akcija je vključevala ogromno ljudi. Drone, tiste toplotne drone, ki potem prečesujejo te lokacije in probajo zaznati pač neka živa bitja, karkoli toplega in živega. Potem so bili psi reševalni, helikopteri in tudi ta teren so potem prečesali večkrat, ampak o Georgeu ni bilo dobesedno več niti sledi, niti stopinje koraka, nič, nobene druge majice, ko so oblačila, popolnoma nič. Teren je bil pa neizprosen, torej, to je bilo, se pravim, kaj zdaj, ko vi gledate verjetno 1-2 tedna nazaj. In ful je kruto to v hribih, res je kruto v takem terenu, globokem snegu, če v 72 urah nisi najden, je velika verjetnost, da pač ne boš. Če te ni 5 dni, mislim, da je skoraj že velja kot, ne vem, nemogoče. A veš, ful je to kruto pač predstaviti in javnosti in kaj šele, ne vem, bližnjim staršem, ker pač se je logično, sam je verjetno
težko sprejeti. Torej, globok sneg, ker je ful nevarno tudi za tiste, ki iščejo, za pse sploh, za reševalce in so mogli tudi ustaviti to akcijo iz razloga, ker je za njih ratalo smrtno nevarno in žalostno je, ker ne vemo, z koliko časa so ustavili to akcijo, ali je to za 1 teden, 5 dni, več tednov ali pa 1 mesec, pač ne vejo, koliko časa ne bo varno, da naprej iščejo v teh pogojih. Druga stvar, ki je nora tam, je ekstremno gosta megla. To gosta megla, da baje droni niso čez mogli zaznavati toplote. Torej, ti dron skoraj nič več ne pomaga, ker ne zazna. Tudi potem, ko se je ta akcija ustavila, so njegova družina in prijatelji naprej začeli na social media te stvari objavljati, prositi za pomoč, kdorkoli karkoli videl, njegove slike so objavili, govorili so, da je bil fant z velikim srcem in tudi poudarjali so to, da on ni brezglavo lutal po hribih, ampak da je bil res dobro pripravljen. Se pravi, to je ena stvar, da je čim manj judženja, po moje, to treba res poudariti, da on je bil pripravljen. Razen tega, da je zamolčal svoji familiji, da gre. Jaz sem se pozanimala o temperaturah in sicer v okolici tega gradu, po vsej verjetnosti dnevne temperature nekje 7 stopinj, pač konec novembra in po noč do, ne vem, -1, naprimer, ali pa mogoče še kaj manj, v glavnem, bi rekla podoben kot tle, podoben čas, a ni tako ful podoben. Zdaj, 2 stvari, ki jih tle ful poudarjajo, kaj se je po vsej verjetnosti zgodilo, ker je zelo pogosto in logično v takih razmerah, je ena stvar je dezorientacija, zdaj sem pa znala prav reči. Da zgubiš čist občutek, da imaš občutek, da hodiš naravnost, pa v resnici hodiš v krogih. In kaj enkrat narediš krog, ko vidiš isto lokacijo, ko vidiš tam isti drevo, ko dojameš, da je ista skala, te verjetno še psihično ven vrže, ker si bil prepričan, da greš prav. Pogosto imajo tudi občutek, da si že toliko slab, toliko podhlajen, toliko zmeden, da imaš občutek, da greš naprimer dol, pa greš v bistvu gor, ali pa imaš občutek, da greš gor, pa greš v bistvu dol. Take stvari. Jaz ful težko si to predstavljam, ker nisem doživela, ampak dezorientacija je res kruta stvar tam, pa še ta slaba vidljivost, pa tema pride, pa megla na tem območju, ker ne vidiš 3 korake pred sabo, veš, in baje pogosto najdejo te pohodnike ali pa ljudi, ki so jih pač iskali, dobesedno tako 3 metre preč od glavne poti, ampak oni niso vedeli, da so bili s poti in so preprosto tam se sesuli, zaspali in umrli. Take situacije, pač res kruto. Druga stvar, ki je pa ful pomembna in ena najbolj fascinantnih stvari ever, je pa hipotermija, ta ekstremna podhlajenost. In sem rekla, če tu ne mi razloži, kako točno to poteka in je ful zanimiv. Jaz sem prvič to videla v filmu Everest. Kdor ni gledal amazing film, res amazing, se je nekdo na tej gori začel na koncu slačati in sem res tako, kva dela? In takrat naprej sem pač seznanjena s tem fenomenom, ampak point je, da se telo hoče samo zaščititi. To ekstremno je podhlajeno, da si reče, ok, jaz ne moram več ohranjati toplote celotnega telesa, vse, kar lahko naredim, je to, da ohranim približno žive notranje organe, se pravi v jedru proba ohraniti toplino, to je prioriteta, tudi če ostalo odmrzle, pa preživetje je point, in pride do krčenja žil v rokah, nogah, ušesih in nosu. Telo preusmeri kri v jedro, da zaščiti organe. Zaradi tega okončine postanejo ledene, boleče in manj občutljive. Začneš drgetati. Drget v bistvu je nehoten poskus telesa, da tvori toploto z mikroskopsko mišično aktivnostjo. To se nam dogaja tudi tako, nekaj, kar lahko razumemo. Ko hlajenje napreduje, občutek mraza oslabi. To je nevarno, ker pomeni, da živčni sistem upočasnjuje signale, torej v bistvu umira basically. Zato v napredni hipotermiji ljudje pogosto ne čutijo več mraza, ker je ful slab znak in lahko tudi slače oblačila. To je pa v bistvu opad možganskih funkcij. Možgan ne funkcionira več, ne ve, kaj se dogaja in mogoče si predstavlja, da je v bistvu vroče names ekstra mraz. Ker je meni noro. Pač res umna scena iz Everesta, ko se nekdo začne vrh gore slačati, je meni. Pa še takrat je poje se slačil in avtomatično dol padel, ker pač ni bilo tako prostora tam. Res nor fenomen je meni to nekdaj. Ker sem brskala, sem potem najdla še eno tako crazy izginotje na tem območju, pa tudi crazy bilo pač to osebo najdeti. In je šlo za 3 paragliderje, to so neka floatajo v zraku. Zgleda ful dobro, no, sam. Bili so 3 kolegi, od tega sta 2 normalno pristala, tretji pa dobesedno zginil. To je bilo leta 2018. To je zelo dobro dokumentiran primer na skoraj istem območju kot pač naš George Smythe. In sta normalno pristala, pa kar ni bilo zginil, je dobesedno izginil iz
zraka in tudi tam, ker ne bi pristali niti približno ni bil temu radiju. Na koncu ga najdel približno na lokaciji, kjer so oni štartali, ker je bila čist druga lokacija in še to je obvisel v eni čudni kotanji, taki, pa je to območje res znano potem, da ima ful enih lukenj, pa prepadov, pa čudnih skalnih oblik, pa itak dreves, lahko bi se že v drevesa gor zapletel. No, on se je pač zapletel to svojo opremo v to čudno kotanjo in tudi so ga ful težko najdel. In je še vedno en tak značilen primer, ko v bistvu ta teren dovoljuje, da se lahko najdeš osebo. Potem je še ena stvar, ki ne vem, ali je enaka kot hipotermija ali je majčkeno drugač, tudi težko si predstavljam, ker nisem doživela, tudi nočem, ampak tako. Ekstremno padanje energije pa je, ker je logično, ko si izmozgan, ampak telo ti reče, v redu je vsece, počit moraš, kao glavna potreba, počit moraš. In ko se enkrat usedeš, pa še že, sam ni pa šans, da boš vstal, mislim, skoraj nemogoče. To je po mojem kot največji odpor, ker te zebe, pa ne moreš pa zmatran, ampak res tako na next levelu ne moreš, pač, you just cannot. In pol, tam obsediš forever. Gore, ki stojijo kot starodavni stražarji in gozdovi, ki po noč zvenijo drugače kot čez dan. To je Transilvanija. Kraj, ki ga svet pozna po enem samem imenu, ki je preraslo svojo zgodovino, preseglo svoje resnične korenine in se zaraslo nekaj skoraj mitološkega, Dracula. Še majčkeno o tem povemo. Prvo kot prvo, Dracula ni nastala v Hollywoodu, nastala je nekih 560 let nazaj in tudi Vlad Tepeš, nekako večino, če ga ne poznate kot Dracula, ga poznate kot Vlad Tepeš ali pa Vlad III. Dracula, Vlad sin Draculov, Vlad prince Vlaške. Je bil en najbolj bizarnih vladarjev 15. stoletja. Eni ga poznajo tudi kot Vlad Nabijalec. Jaz, ko sem to slišala, sem bila tako, what? Ampak ja, point je, da je on svoje sovražnike nabijal na kole. Editor, da je tukaj slike, da vidijo, kako je to izgledalo. Skratka, ja, cela telesa je nabijal na kole svojih sovražnikov in to samo zato, da je strašil preostale svoje sovražnike, ki še niso bili nabiti na kole. In tle se razdelijo ljudje. Eni si rečejo, on je bil ful fenomenalen, smart, pač vladar, da je to počel, drugi pa rečejo, da je bil blazen, da pač je mogel biti crazy, da je to bizarno, da je noro. Ne bom se opredeljevala, zveni grozen, res grozen. In zdaj provam, da razumete, koliko je to vse skupaj nepovezan. Torej, on je resnična zgodovinska oseba. Vlad Tepeš je dejansko to počel, to je dokumentirano, obstaja, on je nabijal ljudi na kole, sovražnike. Druga plat zgodbe je pa 400 let potem, ko je Vlad Tepeš umrl, je to območje spoznal Irc Bram Stoker. Bram Stoker, glede na to, da Irc je verjetno Stoker, in je on potem napisal to zgodbo in je združil med sabo ful stvari. On je bil pa recimo čisto navdušen nad strigoji, ki so pač te živi mrliči tam, kot neki zombiji. To ne bi bili ljudje, ki se zbujajo, trupla, ki se zbujajo po noči in potem pijejo kri. In to nekako je povezal skupaj z Draculo in da ne bi oni imeli enega svojega narejenega in potem je to povezal s to resnično zgodovinsko osebnostjo, ki je pa Vlad Tepeš. In pa imamo Draculo. Dracul tudi pomeni baje zmaj, lahko pa tudi hudič. Pol pa imamo še ta grad. Ne vem, če si lahko predstavljate, ampak ta grad tudi v resnici nima veze z Draculo, ampak je samo grad, ki je na prvi pogled gledal tak primeren za to okolje, tak malo scary, temačen, ni tak čaroben, kakšni avstrijski, ampak je tak res grad. In je potem vse to skupaj povezal. Čeprav pa je Vlad Tepeš ni imel nobenega kontakta s tem gradom, samo enkrat ga je bežno obiskal in potem vse skupaj ratala kot ta grad branje pač od Dracule. Dracula je ta vampir in pač v resnici je bil pa zgodovinski vladar 15. stoletja. V glavnem, crazy. Tako da danes so tisti, ki greste mogoče do tega gradu in pač vidite tam neko crazy zgodovino, v bistvu je samo izmišljena stvar kulture na nek način, je pa še vedno fascinantno. Z nekim razlogom že to zgodbo tam prihaja. Jaz sem se pol pozanimala, a sta si te dva gradova iz Hotel Transilvanija in pa ta grad Bran, če sta si podobna in dejansko sta si. Bajetan bo pokazal sliko nekaj. Dejansko sta si podobna. Sem bila karuna. Osnova nekako ostaja enaka, pa je par stolpičkov zraven. Tako, res zanimiv. V glavnem, ja. To je to za ta video. Če bi bil kakšen poseben update, bi ga verjetno naredila ali pa vsaj na TikToku, ampak se mi zdi, da je tak primer, na res
čudni lokaciji ta fant bil pogrešan na ta misteriozen način, ampak ta cela misterija je verjetno sam kruta zima in mraz in sneg, ki zabriše sledi dobesedno v 15 minutah, tako da ja, držimo pasti, da ga čim prej najdejo. To je pa to od mene za ta dan. Ne pozabite klikniti link v opisu tega videa in vtipkati kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Se gledamo naslednjič, naslednji petek verjetno pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out.